Lepo zdrav, že smo nazaj z oglasov. Cankarjevi torki so cikel koncertov, ki se med septembrom in junijem ponavadi odvije v klubu Cankarjevega doma. Letos potekajo prek spleta, kjer si lahko nastope ogledate brezplačno. Zaradi epidemije so se osredotočili predvsem na domače izvajalce in tako bosta jutri ob 20. na spletnih kanalih Cankarjevega doma nastopili tudi DJ-ki, znani pod imenom Varego Vales, ki bosta obeležili dan, ki je bil včasih namenjen mladim. In tukaj ob meni imam tudi obe članici DJ zasedbe Varego Vales, Nino Hudej in Nino Kodrič. Nina in Nina, lepo pozdravljeni. Zdravo. Živijo. Najprej dajte mi povedati, a sem sploh pravilno izgovoril Varego Vales? Si. Ok, no dobro, to je že dober znak. Zdaj, redko se zgodi, da na Cankarjevih torkih nastopajo DJ-ji. Sta bili počaščeni, presenečeni nad samim povabilom, ko so vam pisali, mi bi imeli pa vaju. Ja, mogoče bi te mečkam popravili. To so tudi v bistvu oni malo napako naredili v napovedi. DJ-ki sva tudi, ampak v tem projektu trenutno so producentke prvenstveno. Tako da v bistvu gre za avtorsko glasbo, ne gre za DJ-janje. Tako da mislim, da je to ena bolj ključnih informacij, to razlikovanje torej med DJ setom in pa live setom, torej setom v živo, kjer se v bistvu improvizira živa glasba, pač na mašine, ki so digitalne. Torej boste igrali, lahko rečemo, samo vajno avtorsko glasbo, ki ste jo sami sproducirali. Tako je. Koliko časa pa že delujete skupaj? Ja, približno delujeva skupaj, približno 3 leta, 4 mogoče, nekaj takega, ja. Dali že 3 plate, nekaj posameznih singlov, tako da ja, je že kar nekaj časa, oziroma je pa ta čas tudi hitro menil, sploh ne vem kdaj. Ja, verjamem, ja, ampak za tako vseeno kratek čas pa resnično bogat opus. Zdaj, jutri bomo videli nekak poseben nastop, še vedno prek spletnih platform. Kaj lahko gledalke, gledalci pričakujemo z jutrišnjega nastopa? Ja, mislim, da je bolj posebnost torej tokratnega nastopa to, da je fokus na elektronski glasbi, ne samo elektronski glasbi, temveč klubski elektronski glasbi. Torej, mislim, da je ta posebnost, kar je v bistvu v čast biti v Galusovi dvorani in v bistvu predstaviti projekt, ki je v bistvu tako specifičen. Tako da lahko pričakujemo torej zelo specifičen nastop, ki ni za vsaka ušesa. Tako da glih iz tega razloga mogoče nekaj novega za ljudi, ki niso vajeni takšnih zvokov. Čeprav je v bistvu zelo težko to glasbo izvajati preko streama, ker v bistvu to je zelo telesna glasba, kjer mora se telo odzivati in v bistvu torej, da smo v bistvu izven plesišč že več kot 1 leto, je sigurno velik izziv in tudi še toliko večji izziv potem preko streama izvajati to zadevo, brez občinstva in odziva. Povsem drugačne energije so tudi, ne. Druga stvar, poleg tega, da je prek streama, pa je nekako nastop performance elektronske glasbe v Cankarjevem domu, ki tako na prvi pogled ne paše ravno najbolj skupaj, ampak kako se boste prijela s temi morda stereotipi, zdaj elektronika pa ni toliko za Cankarjev dom? Ja, jaz mislim, da je to kar velik izziv, da boste slišali oziroma videli tudi, oziroma boste videli tudi neko to skupno vizualno tudi sliko in hkrati zvok, kako skupaj zveni in izgleda. Preko spleta slišali tam na samem mestu, bomo pa mi bolj bomo videli. Jaz mislim, da bo super, no. To sprobati, ker to je res neka enkratna priložnost. Ja, verjamem. Kako ste se pa drugače sami spopadali s tem izzivom, ki ga je ta korona čas zaprtimi klubi prinesel? Ste vseeno kaj nastopala, streamala, imate že kaj izkušenj tudi se pravi z nastopanjem prek spleta? Ja, sva večino časa, zdaj v zadnjem letu so nastopali preko spleta. Imeli sva od DJ setov do live actov, odvisno od pač dogodka.
Tudi sami smo streamali nekatere dogodke, tako da mislim, da imamo tega že kar čez glavo. Mislim, jaz res komaj čakam, da pridemo nazaj, ker izgubiš ta občutek, stik z publiko, ki je res neponovljiv. In komunikacija načeloma je pri vseh izvajalcih ključna, morda v elektronski glasbi pa še toliko bolj. Zdaj, kako bi pa sploh opredelili to svojo elektronsko glasbo? Nina, si rekla že, da jo je težko, da ni za vsaka ušesa, ampak verjetno je tudi težko nekako popredalčkati, ne da? Ja, mogoče sem to slabo rekla, v bistvu je za vsaka ušesa, ampak predvsem za odprta ušesa. Tako da pač to so neke nove smernice v elektronski glasbi, ki v bistvu so na nek način nenavadne mogoče za nekaj, tudi za recimo ljudi, ki so vajeni mogoče nekih plesnih elektronskih zvokov, jim je to vseeno bolj tuje, ker gre vseeno za nek delno eksperimentalen akt, torej v bistvu velike igranja z novimi zvoki, z novimi ritmičnimi vzorci in tako naprej, torej melodijami, ki jih nismo vajeni na prvo žogo. No, tudi v ozadju se trenutno predvaja vajen video spot za pesem Sej vas, morda nekaj na kratko o tem komadu, kako je nastal, in tudi spot je res precej zanimiv. No. Ja, to je v bistvu sta naredila Matej Mihevc in pa Liara Coni. Ona dva sta v bistvu zelo dobra grafična oblikovalca, tako da je to tak 3D prikaz. To je v bistvu torej bil zadnji album, je bil naslov Sej ves in to je v bistvu komad iz tega albuma. Tako da nekako je zmer ta, tako kot je Nina povedala, torej ta neka vizualna podoba še dodana tej glasbi. Tudi zdaj, torej jutri, bo v bistvu Dorijan Šiško, tudi grafični oblikovalec in pa VJ, bo v delu vizualje. Torej bo res tudi nekako lahko izkoristimo te redke prednosti, ki pa jih spletne platforme omogočajo. Ne? Ja, recimo, ja. Ja, saj to je treba nekako vseeno izkoristiti. No, kljub temu, da sta vajeni, da sta veliko streamali prek spleta, torej v teh časih, pa bo verjetno tale koncert jutri prav posebno poslastica. Ne? Ja. Sta kaj drugače še pripravili, kaj posebno v primerjavi morda s prejšnjimi nastopi? Ja, mislim, da je verjetno vredno omeniti, da je najino življenje ne samo zelo vpeto v glasbo, ampak tudi v aktivizem. Tako da mislim, da se bo definitivno tudi ta delček najinega delovanja prepoznal znotraj najinega nastopa. Kaj pa nasploh elektronska glasba, kako je pri nas sprejeta, kako jo sprejemajo naprimer radijske postaje, kako jo sprejemajo Slovenci, morda v primerjavi s tujino? Ja, različno, ne. K sreči imamo tukaj par radijskih postaj, recimo kot je Radio Študent, ki nas pri tem podpira, sicer pa mogoče malo premalo, ne. Recimo tudi Radio Terminal je recimo ena taka postaja, ki je zelo odprta za takšno glasbo, sicer pa se ta glasba predvsem odvija v klubih, ne. V klubih, mogoče tudi kje na kakih festivalih, tudi kje kdaj zunaj, da nam dajo dovoljenje za to. Sicer pa smo mogoče res bolj zaprti v nekim svojem mehurčku, ne. Pa poleti, če gledamo malo naprej, se morda že odpirajo kakšne možnosti, da bo pa končno spet ta prvi stik z živo publiko? Ja, mislim, sigurno, jaz mislim, da se bo zdaj začel, tako da tudi v bistvu sami sva soorganizatorki festivala Grounded, ki je v bistvu, zdaj bo drugo leto v avgustu, tako da 16., 17., 18. avgust. Letošnje leto pred Švicarijo, torej bo v bistvu ponovno na odprtem in spet seveda gre za različne akte, večinoma lokalne in tuje akte v kombinaciji z pogovori in tako naprej, torej, ki se bo odvilo v bistvu spet pač na odprtem, mogoče celo se bo nadaljeval v notranjih prostorih za te klubske potem dogodke.
Ja, držimo pesti, hvala za enkrat, Nina in Nina, prav kmalu se vrnemo do govora o elektronski glasbi in nasploh o koncertu jutri v Cankarjevem domu. Predtem pa si na kratko malo predahnimo nekaj minut za naše oglaševalce. Ne hodite daleč, se gledamo prav kmalu. Lep pozdrav, že smo nazaj z oglasov. Tukaj ob meni dve čudoviti gostje. Varego Vales je DJ zasedba, dve producentki, ustvarjalki, in sicer Nina Hudej in Nina Kodrič. Lepo pozdravljeni spet. Torej, veste, kaj me še zanima? Izdala sta marca 2018 svoj debitantski album Botox, ki govori o uničevanju planeta v sodobnem suženjstvu in podobno. Kako sploh skozi elektronsko glasbo lahko izraziš tudi neko moralno in politično sporočilo? Ja, mislim, da je torej kultura nasploh, in to pač v povezavi s tem seveda tudi glasba, vedno tudi politična. Tudi kadar je apolitična, je politična. Tako da mislim, da je to v bistvu nasplošno umetniki in ustvarjalci, kulturniki imajo v bistvu veliko odgovornost v tem smislu, ko ustvarjajo svoja dela, saj lahko preko teh del v bistvu odražajo oziroma izražajo svoje videnje tega sveta. Tako da mislim, da je to ena nujnost, vsaj nama se zdi, da ni umetnosti brez izraza političnega tudi. Tako da zato je definitivno to ena pomembnejših točk tudi najinega ustvarjanja. Tako je bil tudi Botox in pa kasneje v bistvu Sej ves in pa seveda tudi najino siceršnje delovanje je zelo jasno začrtano oziroma ima jasna stališča. Na kakšen način pa to v neki formi, kot je elektronska glasba, sploh izražata? Kajti tukaj je izredno malo vokalno povedanega. Kako skozi elektroniko izražata politično sporočilo? Jaz bi rekla, da že sama elektronska glasba je zelo politična. Če pogledamo samo zgodovino, je plod nekega družbenega in političnega zatiranja. Recimo začela se je z temnopolti in Latinoameričani so recimo začeli razvijati, torej neke obrobne marginalne skupine so začele razvijati to elektronsko glasbo. In že sam elektronska glasba je zelo politična. Je že nek manifest sam po sebi. Lahko pa seveda tudi s kakimi vokalnimi vložki to izraziš, oziroma z nekim zunanjim delovanjem, kako deluješ kot oseba izven tega, izven glasbe, kako živiš, in s tem se da vse povezati. In tudi na koncu še vedno v živo, ko se le da nastopata pred ljudmi, še vedno je vajen imidž, vajne geste, vajno nasploh produkcija, vse to so neke te malenkosti, ki verjetno skupaj tvorijo neko politično stališče. Ja, seveda. Tudi glasbeniki nismo samo glasbeni ustvarjalci, ampak tudi pišemo, izražamo svoja mnenja tudi na druge načine, kar mislim, da je seveda vse med sabo povezano. Tako da, ja, zelo dobro. Poleg tega pa še ena taka stvar, ki morda na prvi pogled ni povsem tako samoumevna in logična. Imate tudi klasično glasbeno izobrazbo. Nina Kodrič, ti si flavtistka, čeprav vem. Kako povezuješ to glasbeno izobrazbo s produkcijo elektronske glasbe? Ja, ne vem, nekako me že od malega so me zanimale različne zvrsti glasbe. Res, da sem začela s klasiko, ampak že v srednji šoli so me zanimale neke druge. Sem prijela flavto, pa sem igrala zraven s kakimi pop komadi ali pa jazz komadi. Potem sem po akademiji šla tudi v jazz in na koncu sem prestala pri elektroniki. Jaz mislim, da to vse skupaj, glasba je neka, celota, vse skupaj je povezano. Karkoli delaš, ti pomaga pri enemu in pri drugemu, pri komponiranju, pri razumevanju glasbe, tako da tu sploh ni omejitev. Kvečemo, imaš nek širši spektar, kar je potem še samo lažje. Ja, verjamem. Ali kdaj razmišljaš tudi o tem, da boš
upeljala tudi kakšen ton na flauti v elektronsko glasbo. Ja, sej, mislim, da smo že nekaj tudi poskušali, ne, s kakimi efekti spremeniti potem, da zveni malo bolj elektronsko, tako da, ja, se da, mislim. Ja. Marsikaj se da, ampak gotovo sama izobrazba pri produkciji, tudi če je glasba povsem druge zvrsti, vseeno pomaga. Kaj pa dobro, jutri imate koncert, kakšni so pa kaj dolgoročni plani, kaj želite ustvariti, kam želite priti, kaj želite povedati? Ja. Malo se sproti stvari skupaj sestavljajo, ampak je pa seveda album oziroma nek EP, naslednja želja postaja, ustvarjava nove komade, tako da mislim, da bo kmalu kaj novega. Mogoče je tudi to vredno povedati, da smo se v bistvu v zadnjem letu združili z kolektivi iz Zagreba in Beograda in v bistvu bomo v kratkem lansirali novo založbo, ki združuje v bistvu glasbenike, ki se v bistvu ukvarjajo prav specifično s to glasbo. Tako da prva izdaja bo neka kompilacija, na to pa naj bi se zadeva zaštartala z nekimi izdajami iz področja bivše Jugoslavije, torej glasbenikov. Ja, tukaj spet vidimo, kar precej sta pridni tudi na področju proizvajanja video vsebin, video spotov. Se vam zdi to zelo pomembno pri komadih, se pravi, da je podprt tudi z video spotom? Ja, je kar pomembno na nek način, no. Se mi zdi, da ljudje velikokrat gledajo tudi glasbo, ne samo poslušajo. Tako da to je sicer, kar zdaj gledamo, je v bistvu bil poseben en projekt za Sound City, to je en festival iz Liverpoola, ker nismo mogli v bistvu v živo nastopati. Smo naredili krajše sete, kjer smo v bistvu posneli nek set. Midve sva takrat v bistvu snemali v Mercatorju, ker se nama je zdelo, da je to, v tistem trenutku je bila to v bistvu edini odprti prostori, torej edini prostori, v kjer smo lahko šli. Na nek način smo hoteli prikazati to, kako je v bistvu zamrtje klubskih prostorov, zamrtje vseh v bistvu drugih prostorov, samo konzumacija je pa še vedno, torej v trgovinah pa ni problem, smo lahko vsi. Tako da sva potem ta set izvedla tam, kjer sva ga lahko. Spet nekakšen tak manifest. Kapitalizem teče, kultura pa umira. Tako, točno to. Ja, izredno dobro, zanimivo. Omenila si festival v Liverpoolu, pa se pogosto zgodi, torej, da nastopate tudi v tujini. Ja, imava kar nekaj nastopov. Lani sva sicer jih imeli kar precej, pa so vsi odpadali. Je šlo, ampak tako, se mi zdi, da po Evropi večinoma so seveda to prostori, kjer ta glasba živi. V teh večjih prestolnicah so pač ti klubski prostori zelo vajeni take glasbe. Tako da je teh priložnosti pač ogromno. Tako da zdaj pa bomo videli, ko bomo lahko spet tam šli. Ja, držimo pesti. Za danes še ne ob 8 začneta s koncertom. Morda še kakšen nasvet oziroma kje se da sploh kupiti karte, kje se da spremljati? Mislim, da je brezplačno, torej se spremlja preko Facebooka. Meni se zdi pa YouTubea, mislim tudi, da. Tako da je vse samo prižgeš play. In pritisneš. Torej na spletni strani Cankarjevega doma bo verjetno objavljeno vse in tudi se pravi na Facebook strani in na YouTube. Začneta točno ob 8, da ne bojo ljudje zamujali. Ja, zdaj to je tudi ena prednost teh spletnih, da se točno začenjajo. Ker to v elektronski glasbi roko na srce niste najbolj vajeni. Mogoče na kakih festivalih, ko je res časovno zelo omejeno, ampak drugače pa niti ne. Je vedno malo kasneje, vsaj kakšnih 15 minut, pol ure smo tega ponavadi kar vajeni. Tako da gledalke, gledalci, brezplačno je, to je ena redkih priložnosti, tako da le izkoristite, seveda, ko se bodo klubi odprli,
bo verjetno to povsem druga izkušnja, ampak do takrat pa, da si malce potešimo, bo pa verjetno to povsem dobro nadomestilo. Nina in Nina, najlepša hvala, da ste prišli v studio, da ste nam približali elektronsko glasbo. Vso srečo danes zvečer na koncertu. Jutri. Se upravičujem. No, torej, jutri, hvala za popravek. Jutri ob 20. uri, torej vso srečo. Hvala za povabilo. Ja, hvala za Takole, mi pa se iz studia Figovec za trenutek spet poslavljamo v oglase, prav kmalu pa se spet z novimi gosti vračamo iz centra Ljubljane. Se gledamo.